Skratka, dobrodošli tudi danes. V tradiciji historičnega seminarja je, da povabimo vsaj enkrat, dvakrat, trikrat na sezono tudi doktorskega študenta oziroma nekoga, ki je nedavno doktoriral, da predstavi svojo doktorsko disertacijo. In tokrat imamo tukaj Majo Gostič, ki je v bistvu lani zagovarjala svojo doktorsko disertacijo in zdaj nudimo priložnost in smo zelo zainteresirani, vsaj jaz, kaj je v bistvu počela, zadnja leta, kako je potekalo to njen status mlade raziskovalke in kakšen je rezultat. Maja je zanimiva zame, ker jo označuje neka, ne vem, če umestnost ali dvojnost, je skozi med prakso in teorijo, se mi zdi, med sociologijo in psihologijo in nenazadnje nekako tudi med umetnostjo in znanostjo. In vse to dela njeno delo tudi unikatno, zato vas vabim, da ji prisluhnete. Za vprašanja pa bo seveda čas na koncu njenega predavanja. Izvolite. Hvala, Daša, za tako res lepo predstavitev. Hvala tudi za povabilo, za to priložnost celotni organizaciji historičnega seminarja in hvala vsem poslušalcem in poslušalkam, ki ste danes tukaj, da se pogovarjamo o temi intimnosti v zvezah na daljavo. In mogoče prvo vprašanje tukaj bi bilo, zakaj sploh raziskovati intimne odnose? Kaj je v njih zanimivega? Mogoče zakaj so sploh pomembni za naša življenja? Ne? In dejansko leta raziskav z različnih področij kažejo na to, da imajo intimni odnosi velik vpliv na komponente zadovoljstva z življenjem, na naše mentalno, fizično zdravje. Ampak res vemo, o čem govorimo, ko se pogovarjamo o intimnosti? Ne? Mogoče, če bi vsakega izmed vas danes vprašala, kaj je prva asociacija na intimnost, bi morda pri nekaterih najprej dobila odgovor telesnost, spolnost, morda pri drugih čustvena bližina, povezanost. Ampak vendar vprašala sem zelo splošno zdaj, intimnost nasploh. Ne? Velikokrat pomislimo najprej na partnerske romantične odnose. V resnici pa je intimnost del vseh bližnjih odnosov, ne? Se pravi cel spekter, tako družinskih, prijateljskih, kolegialnih odnosov. Celo v psihoterapevtskem odnosu lahko govorimo o aspektu intimnosti, ki se odvija sploh na strani klienta, klientke, skozi to pripoved samorazkrivanja o svojem življenju, o svojem doživljanju. Ne? Tako da danes se bomo osredotočali na partnerske odnose in še to je eno posebno obliko sodobnih partnerstev, partnerstva na daljavo. In sprehodili se bomo po pripisanih pomenih intimnosti v kontrastu z drugimi sorodnimi pojmi, kot so mogoče romantičnost, privlačnost, ljubezen, navezanost. In kot je Daša že povedala, bom v tem seminarju izhajala iz spoznanj doktorske dizertacije. V bistvu bomo odpirali vprašanja konstituiranja psihične in fizične bližine in imeli bomo danes evropocentrično perspektivo, torej se bomo zavedali, da je to doživljanje, izražanje intimnosti kulturno pogojeno, ne glede na to, da potreba kot taka pa je univerzalna. In skozi predstavitev se bomo nanašali le na zahodno družbo pozne moderne, pogledali bomo neke glavne karakteristike te družbe, v kateri živimo, družbenih drugih oblik pa se ne bomo dotikali. Tako da današnji glavni pojem je intimnost. In tudi današnje pojmovanje, kako jo razumemo, intimnosti je odsev in odraz vseh predhodnih definicij, razumevan, utelešan, prakticiran, preobrazb, doživljanj intimnosti. Zato bomo nekaj časa posvetili razumevanju tega trenutnega družbenega ustroja, da bomo videli, kaj je zapuščina mogoče predhodnih obdobij in kako se odigrava v trenutni sliki. Zdaj, izvor besede intimnost po slovenskem etimološkem slovarju gre za presežnik latinske besede intimus, ki pomeni najbolj notranji, zaupan, iskren, in iz tega tudi izhaja naše pojmovanje kot intimnost, intimen, kot zaupen, najbližji spolni. In dejansko je res široko uporabljen pojem, ki označuje lastnost bližnjega medosebnega odnosa, kjer obstaja obojestranski občutek ene čustvene bližine, zaupanja, ki se dogaja preko odprte komunikacije o mislih ali občutjih. Tako da implicira pomemben kakovosten odnos z drugo osebo in lahko obstaja skozi celotno življenje posameznika
ohranja pa se ga preko različnih praks. Z drugimi besedami, intimnost ne obstaja sama po sebi, za razvoj intimnosti kot del odnosne komponente je potrebno tudi delati in prakticirati določene prakse. Zdaj, če ta pojem postavimo ob bok sorodnim, kot sem prej omenila, ljubezen, po razmišljanju nekaterih avtorjev, je v bistvu ne toliko del tega živega odnosa med dvema osebama, ampak bolj del tega čustvenega doživljanja znotraj mene v relaciji do neke druge osebe. In to lahko vidimo tudi na področju umetnosti, kjer je neizživeta ljubezen lahko velik motivator, velik navdih za določena umetniška dela, kot je recimo v našem prostoru primer Franceta Prešerna in Julije Primic. Potem navezanost, v bistvu navezanost je sistem dojemanja sebe v relaciji do druge pomembne osebe, ki se razvije v zgodnjem obdobju našega odraščanja in potem ta vzorec nosimo s sabo skozi življenje in ga potem tudi udejanjamo velikokrat v odrasli dobi skozi spekter različnih odnosov medosebnih, bližnjih. Ampak še vedno vse to spada lahko pod nek okvir intimnosti. Tudi spolnost je lahko eden izmed izrazov intimnosti, ker je dejansko večplasten pojem. In klasifikacija, neka najbolj osnovna, deli intimnost na 4 glavne vrste. Ena je kognitivna, se pravi to deljenje nekih idej, deljenje mogoče celo vrednotnih sistemov med dvema posameznikoma, posameznicama. Potem imamo ta čustven aspekt, povezovanja, deljenja mogoče kakšnih tudi neprijetnih občutij ali pa spominov, ranljivost. Vse to lahko povezuje mene s partnerjem, partnerko. Potem imamo ta telesni vidik, telesno vrsto intimnosti, ki ne samo da vključuje cel spekter spolnih praks, ampak tudi nespolnih praks, v smislu dotika, v smislu objema, pogleda v oči, stiska roke. In še 4. vrsta intimnosti pa je izkustvena. Se pravi, da ne rabimo vedno samo razkrivati sebe, deliti se skozi besede, skozi dotike, skozi poglede, ampak dejansko lahko izkušamo neko aktivnost, tudi v tišini, pa to je lahko tudi močno povezovalno za ti dve osebi. Tako da, če povzamem, intimnost je pojmovana kot nujna komponenta zdravega človeškega razvoja in njena pomembnost je opazna na vseh večjih področjih psihologije, od obče, razvojne, klinične, socialne. In ima vlogo pri psihosocialnem razvoju, je v bistvu ključen del teorije navezanosti po Bowlbyju, zgodnjega razvoja, v zgodnji odraslosti imamo celo razvojno nalogo, ustvarjanje intimnih, zadovoljujočih odnosov. Maslow jo je osvetlil preko teorije motivacije, preko hierarhije potreb. Erskinov model 8 relacijskih potreb je v bistvu v celoti vezan na doseganje občutka povezanosti med dvema osebama. Tudi je ena izmed ključnih vidikov trikotne teorije ljubezni po Sternbergu in še bi lahko naštevala. S sociološkega vidika pa imajo medosebni odnosi pomembno mesto za zdravje družbe kot celote. In to zaskrbljujočo plat nezadovoljivih, morda celo nasilnih odnosov ali pa pomanjkanja odnosov, kar lahko pripelje do občutka osamljenosti. Vse to smo videli med epidemijo koronavirusa, kjer so bili odnosi oziroma njihova kakovost lahko kar velik dejavnik tveganja ali pa zaščitni dejavnik pred pojavom težav v duševnem zdravju. In skozi to zapuščino koronavirusa vidimo, da so danes v vsakdanjo rabo prišli izrazi, kot so učenje na daljavo, delo na daljavo, mi pa se bomo osredotočali na zveze na daljavo oziroma partnerstva na daljavo. In preden zaplavamo v polje te specifične sodobne oblike partnerstev, si samo poglejmo ta kontekstualni okvir nedavnih družbenih sprememb. Ta področja zasebnosti, kot so intimnost, ljubezen, spolnost, so močno družbeno definirana in te norme, ki jih določajo, konstantno variirajo, jih spreminjajo in tudi intimnost, ljubezen, spolnost. Te pojmi v preteklosti niso igrali tako
transparentno, vsaj pomembne vloge kot danes, ker je šlo v veliki meri za sledenje tradicionalnih norm. Naprimer, bila je zelo močna zahteva po heteronormativnosti. In šlo je tudi za zadovoljevanje predpisanih družbenih struktur, naprimer naloga oblikovanja nuklearne družine. Tako da, če povzamem različne avtorje in avtorice, ki jih vidite na teh 4 slikah spodaj s svojimi glavnimi deli, so 3 temeljne značilnosti pozne moderne: samorefleksivnost, potem ločitev časa od prostora in osvobajanje družbeno-ekonomskih sistemov od lokalnih vezi in odnosov. In to na prvi pogled morda zveni dobro, ne? Da se osvobajamo od tradicij, od sloja, od razreda, od spolnih vlog, od prisil ali pa celo družbenih okov, kot jih nekateri razumejo. Ampak vsak kovanec ima 2 plati in ta individualizacija, priseganje na racionalnost, tako imenovana komodifikacija zasebnosti s to tržno logiko na čelu, vse bolj zaznamujejo to pozno moderno družbo in človeka v njej. Zdaj, Giddens je mogoče eden izmed bolj optimističnih avtorjev, ko piše o vseh teh spremembah, ki se dogajajo, odvijajo v pozni moderni, sploh vezane na preobražanje intimnosti in odnosov. Beck govori o drugi moderni in jo poimenuje celo družba tveganja. Bauman jo opredeli kot tekočo moderno, ker so ljudje vedno bolj odvisni od trga dela, potrošnje, oskrbovanj, individualizacija po njih ne pomeni nujno večje avtonomije in te svobode izbire, ampak prej spremenjen družbeni nadzor, kar Renata Salecl celo poimenuje tiranija izbire. Ne? Se zdi, da nam je vse na voljo, ampak je sama po sebi postala prisila. Se pravi, v ospredje se potiskajo dandanes potenčne vrednote, vključno z denarjem, z družbeno močjo, in prej je bila mogoče ta biografija veliko bolj dana vnaprej. Zdaj se transformira v biografijo, ki jo moramo sestaviti sami, zato se moramo konstantno prevpraševati, kakšno je moje življenje, a živim dovolj dobro, a sem z dovolj dobrim partnerjem, partnerko, in se zavedam, da sem sama odgovorna za te svoje, za vsa ta svoja področja v življenju, in če mi ne uspe, v narekovajih, sem sama odgovorna in moram sama nositi te posledice svojih dejanj, svojih odločitev. Tako da Giddens to dejansko poimenuje, kar se dogaja zdaj, refleksivni projekt sebstva, ki nam v koraku s sodobno tehnologijo narekuje marsikaj. Od tega, kako naj dvorimo, zapeljujemo, spoznavamo, iščemo partnerje, tudi to, kakšen življenjski slog naj imamo, kakšne telo naj imamo, ali bo to preluknjano, ali bo to poslikano, s kom bomo spolno aktivni, na kakšne načine, s kom bomo v razmerju, v kakšni obliki razmerij bomo, ali bomo z eno osebo ali z več osebami, se pravi, zelo veliko enih odprtih opcij, kar naenkrat je okrog nas, in to lahko seveda tudi ustvarja veliko tesnobo znotraj človeka. Tako da ja, sodobno partnerstvo nekako implicitno zahteva potem usklajevanje 2 teh individualnih biografij. In Eva Illouz na 4. sliki, ona celo nadaljuje Baumanovo razmišljanje v smeri te potrošniške družbe, celo pravi, da živimo v brezčutni, racionalizirani družbi, dovzetni za skrajni utilitarizem. In po njenem mnenju se temu reče čustveni kapitalizem, kjer se preko množične produkcije potrošniških fantazij odvija poblagovljanje ljubezni oziroma komodifikacija ljubezni. Tukaj na tej prosojnici vidimo recimo različne priročnike za pod narekovaj uspešno ljubezensko življenje, kot da edino uspešno je vredno. Po liniji romantične zapuščine, ne, v katero smo tudi dandanes socializirani skozi pravljice, v te nekako malo manj reflektirane, živela sta srečno do konca svojih dni, magična rešitev, skrivnost do osvojitve moškega ali ženske, vse to se nam nekako prodaja, se nam poskuša tržiti. Potem imamo seksualizirane sodobne romane v 50 odtenkih in tako naprej. Resničnost ne
oddaje, recimo Ljubezen je slepa ali Poroka na prvi pogled, kjer se zelo zanimivo kaže noter, v kakšnih notranjih konfliktih se lahko ljudje znajdejo, ko še čutijo vztrajanje teh norm iz preteklih obdobij in dan danes, ko v bistvu imajo to svobodo, pa delujejo zelo nekako nesproščeni znotraj tega polja. In dala sem še eno sliko, a kdo od vas slučajno pozna Ester Perel? Ja? Je ta podcast Where Should We Begin? Jaz sem tudi njo prek tega podcasta spoznala, torej kje začeti. Ona je partnerska terapevtka iz Belgije, mislim, da iz Valonije. In je zgodbe parov, s katerimi dela, v bistvu prelila v tak podcast, ki je širše dostopen v bistvu večini zahodnih družb. In ko sem včeraj pripravljala to prezentacijo, sem pa videla zanimivo, se pravi, tudi to trženje lahko veliko dobrega prinese, lahko odpira to, ker psihoterapija, kot vemo, ni za vse, tudi ne moramo si prvoščati za celo življenje hoditi v partnersko individualno terapijo. Ampak sem pa videla, da je ona poleg knjig, ki jih trži in prodaja, razvila tudi nek set različnih kartic za pare, tako da mi je bilo zanimivo videti, kako tudi ona nadaljuje nekako to svojo linijo, ki jo je odprla s popularizacijo teh tem intimnosti in odnosov. Tako da, če povzamem, ta komodifikacija ljubezni v bistvu pretvarja čustva, intimne odnose v blago, v predmet trgovine in gre v resnici za paradoksalen pojav, ker nismo imeli še nikoli toliko svobode fizičnih premikov, čas je zdaj ločen od prostora, tako kot sosedo, ki je fizično prisotna, lahko tudi hkrati komuniciram s svojo kolegico na drugem koncu sveta. Pa vendar te procese individualizacije, globalizacije v bistvu ne samo povezujejo ljudi, ampak velikokrat tudi oddaljujejo v nekem čustvenem smislu. Ker moramo se zavedati, da ne glede na ta skokovit napredek tehnološki v sodobni družbi, proces naše evolucije kot človeška bitja je pa precej počasen. Tako da to potrebo po skrbi, po dotiku, po fizični bližini in predvsem po tem, da se želimo počutiti ljubljene in preko tega dobiti občutek lastne vrednosti, je nekaj, kar je dejansko del našega živčnega ustroja, del naše biologije, nevrofiziologije in tega ne glede na to, kako bi nekateri si želeli živeti večno in delajo v tej smeri, mislim, da ne bomo mogli preseči v tem življenju. In ja, ta kritičen pogled v bistvu pokaže tudi malo na stanje duševnega zdravja v sodobnem času, da vse to oddaljevanje, v bistvu čustvena tudi neka praznina za nekatere lahko vodi v občutje osamljenosti, v občutje tesnobnosti, depresivnosti in to je nekaj, s čemer se soočamo v današnjem času, tudi med mladimi in med otroci. Ok, zdaj smo prišli do zvez na daljavo. In razmerja na daljavo so vedno obstajala. Samo te specifike informacijske družbe, v kateri živimo, so predrugačile te odnose in nam zdaj ponujajo vedno več možnosti za ohranjanje intimnosti na daljavo z vidika tehnoloških napredkov, z vidika možnosti mobilnosti. In mnogo sodobnih parov, po nekaterih navajanjih vedno več parov, živi del skupnega življenja na fizični razdalji, kar imenujemo zveza na daljavo. Kot si lahko predstavljate, vsebuje ta način partnerskega življenja svoje posebnosti, izzive, prednosti, pomanjkljivosti, ki se lahko odražajo in vplivajo na dinamiko med partnerjema. Se pravi, kot sem že omenila, pojav zveze na daljavo ni nov. Če pogledamo zgolj v nedavno zgodovino izseljevanja na slovenskih tleh, so v prvi polovici prejšnjega stoletja zaradi različnih razlogov
pretežno ženske odhajale v Egipt, največkrat v takrat premožno Aleksandrijo, kjer so ostale tudi več desetletij kot dojilje varuške gospodinje. In ta način ohranjanja stika med njimi, takrat so Aleksandrinke s svojimi bližnjimi, ki so ostali v rodnih krajih, komunicirale preko pisanske pošte. V drugi polovici prejšnjega stoletja je komunikacija potem potekala tudi preko telefonskih linij, ampak je bila v primerjavi z sodobno komunikacijsko tehnologijo vseeno precej sporadična, s početka tudi draga. Tako da zdaj del sodobnosti je to, da imamo res razširjene možnosti povezovanja, komunikacije, ohranjanja odnosa, kot v preteklih obdobjih. Tako da zdaj se bližamo problemu, čeprav ljubezen pregovorno ne pozna meja, pa se z razdaljo lahko pokažejo mnoge težave, kar poznamo pod drugim rekom, daleč od oči, daleč od srca. In podobno kot v preteklosti so lahko za sodobno razseljeno partnersko življenje razlogi mnogoteri. Lahko je to študij, zaposlitev, akademska mobilnost, vojaška služba, pomorstvo, prevozniško, sezonsko napoteno delo. Poznamo pa tudi pojav tako imenovanih digitalnih nomadov, ki v bistvu lahko opravljajo svoje delo z katerega konca sveta, samo da imajo dostop do interneta. In zdaj vidimo, da v bistvu je psihološka bližina ključni dejavnik partnerstva, fizična bližina ni vedno mogoča. In večina dosedanjih raziskav se je osredotočila v bistvu na populacijo študentov v ZDA, heteroseksualno usmerjenih. Ko sem se jaz v razmisleku, kako v bistvu sploh operacionalizirati, kako zastaviti ta problem, tudi metodološko, sem se v bistvu soočila z velikimi težavami pri tudi pomanjkanju validiranih pripomočkov v slovenskem okolju, če bi to želela kvantitativno preučevati. In sem se usmerila v kvalitativen pristop, torej onkraj ugotavljanja nekih dejstev ali pa zgolj pogostosti določenih pojavov ali praks. Poleg tega je res manjši del raziskav vezanih na to področje bil kvalitativne narave. Tako da postavila sem si dve temeljni raziskovalni vprašanji. Prvo je, kaj partnerjem v zvezah na daljavo pomeni intimnost, in drugo, na kakšne načine jo doživljajo, jo razvijajo, jo ohranjajo, torej brez ključne komponente fizične bližine. Ob tem sem se oprla na epistemološko izhodišče socialnega konstruktivizma, ki poudarja to človekovo težnjo po oblikovanju pojmov, po skupnem družbenem konstruiranju predstave o svetu, in pa simbol in interakcionizem, kjer imajo jezik in drugi sistemi simbolov ključni pomen pri dojemanju sveta. V raziskavi je sodelovalo 18 udeležencev, 12 žensk, 6 moških, stari so bili med 32 in 23 let. Skupne lastnine niso imeli, otrok niso imeli, tako da vsi so se v bistvu nahajali v razvojnem obdobju zgodnje odraslosti, nekateri po novi opredelitvi celo na prehodu v odraslost. Najdaljša zveza je trajala 6 let, najkrajša 1 leto, od tega je bilo najdaljše obdobje zveze na daljavo 5 let in najkrajše 8 mesecev. Povprečno pa so se videli enkrat na 2 meseca. Več kot polovica teh zvez je ustrezala opredelitvi monogamna internacionalna partnerska zveza, v vzorec pa sem vključila tudi eno žensko in enega moškega v homoseksualnih internacionalnih razmerjih. In približno polovico udeleženk sem intervjuvala pred in polovico po izbruhu pandemije. Oblikovala sem pa strukturiran intervju, kjer me je predvsem zanimalo njihovo subjektivno dojemanje intimnosti. Recimo, mi lahko podate en konkreten primer iz vajinega življenja, ko ste se počutili intimno kljub oddaljenosti, ali pa kako fizična oddaljenost vpliva na vajino intimnost. In tako so se pokazale kar zanimive zgodbe, 3 bomo malo kasneje tudi pogledali. In analiza podatkov je potekala po metodi utemeljene teorije, ker pa sem
imela tudi sama 2 izkušnji zvez nadaljavo, sem se zavedala, da bo tudi v kvalitativnem smislu moj pogled subjektiven in da moram imeti to v mislih. Tako da z namenom večanja zanesljivosti in veljavnosti rezultatov, kolikor se da na kvalitativnem področju, sem vključila triangulacijo raziskovalcev, torej obeh mentorjev, delo 2 neodvisnih ocenjevalk, obeh psihologin na kodirni shemi in povratno preverjanje novonastale teorije strani udeležencev raziskave, kar se uradno imenuje konsenzualna validacija. In ker nam kvalitativne metode ne omogočajo posploševanja na populacijo, bom govorila le o induktivnih sklepih, torej iz posameznika na večino, na podlagi respondentov v mojem vzorcu. Zdaj, sinteza ugotovitev, ki jo vidite skozi ta vizualni prikaz, skozi ta vizualni model intimnosti nadaljavo. Sinteza ugotovitev nakazuje, da so pari razvili celostno soočanje s pomanjkanjem fizične prisotnosti partnerja, kjer je ključna uporaba domišljije in to vidite znotraj tega rdečega notranjega kroga. Se pravi, presegajo to pomanjkanje fizične bližine s 6 praksami ustvarjanja abstraktne prisotnosti partnerja. Prva strategija je virtualna komunikacija, potem virtualne skupne aktivnosti, rituali, virtualna spolnost, načrtovanje obiskovanj, pošiljanje paketov presenečenj in 6. je prepoznavanje sentimentalne vrednosti predmetov, kako v bistvu to zamišljanje partnerjeve prisotnosti, vonja, bližine pogleda je lahko okrepljeno tudi s čustvenimi predmeti s sentimentalno vrednostjo. Potem vidite na zgornjem delu kroga, da so prepoznane tudi določene posebnosti partnerskih odnosov nadaljavo. Navajajo pomanjkanje fizičnega stika in dotika in to posebej močno občutijo ob nekih frustracijskih, stresnih situacijah vsakodnevnega življenja, ko se ne morejo spontano recimo usesti v avto in se odpeljati in videti svojega partnerja. Potem navajajo fizično oddaljenost partnerja kot prostor za projekcije, recimo romantično idealizacijo, da na partnerja tudi projicirajo ne samo lastne želje, ampak tudi strahove. In da seveda to hrepenenje in pogrešanje ustvarja neko posebno stanje te romantičnosti. Tretja od posebnosti je pričakovanje srečanja in travma poslavljanja, kot se je izrazila ena izmed udeleženk. Pravijo, da izrazito čustveno, intenzivno doživljajo ta obdobja srečevanj, ki vsakič znova so zelo nabite s temi zelo čustvi navdušenja in potem za eno izmed udeleženk pa pride žalost in solze pridejo že 3 dni, preden se zares konkretno poslovite vsakič znova. Navajajo tudi dojemanje obdobja oddaljenosti kot čakanja in obdobja skupnega časa kot vmesnega življenja. To pomeni, da se med tem obiskovanjem obema zruši rutina, ki sta je vajena in to obdobje za nobenega od njiju ni primerljivo z nekim običajnim življenjem, ker vsebuje ta pritisk. Zdaj pa morava izkoristiti vsak ta zamujen trenutek. Tako da imajo občutek, da nadomeščajo te izgubljene trenutke takrat, kar se odraža potem v povečanem obsegu različnih spolnih in nespolnih praks fizične bližine. Omenjajo pa tudi prehod med abstraktnim in fizičnim dojemanjem partnerja. Lahko bi rekli, da se to abstraktno dojemanje oblikuje, utrjuje preko virtualne komunikacije, preko vmesnika, preko zaslona. In potem to videnje človeka lahko vztraja nekaj trenutkov ali pa celo nekaj dni. Potrebujejo, da naredijo v možganih preklop, da je partner resnična oseba, da se je lahko dotaknejo. Ena izmed udeleženk je celo omenila, da se včasih ob snidenju počuti, kot da vara svojega abstraktnega partnerja z njegovo utelešeno nekako obliko, da je nekako ne gre skupaj to v glavi. In ena od ostalih udeleženk je povedala, da še čuti objem, recimo še en dan potem, ko se poslovite, čeprav
partner ni več prisoten v fizični obliki. In potem samo še dve bolj objektivni posebnosti zveze na daljavo, sta seveda večji finančni vložek zaradi vseh teh obiskovanj in pa tudi vpliv omejitev pri možnostih obiskovanja in načrtovanja potovanj zaradi pandemije koronavirusa. In na spodaj v krogu vidite še to konceptualizacijo smisla, zakaj sploh vztrajati v tovrstnih oblikah partnerstev. Oni prepoznajo smisel v tem, da vidijo ta del zveze na daljavo kot prehodno obdobje v partnerstvu, da je partnerstvo večja celota od te daljave in da to skupaj lahko presegata z načrtovanjem skupne prihodnosti, z vizualizacijo skupnega življenja in hkrati tudi zavedanjem pomena tega obdobja daljave za osebnostno rast. Nekako ta protipol tej težnji po zlivanju, po biti ena oseba, kar tudi je še vedno ostanek romantičnih idealov oziroma celo Platonovega iskanja izgubljene polovice. Tako da sem rekla, da sem pripravila 3 zgodbe, zato da se lahko še malo bolj osebno spoznamo s temi rezultati in bom kar prebrala. Enkrat sem dobila v postelji, kako se reče, od pistacijev lupaka lupino, ker vem, da je on zmeraj jedel v moji postelji. In sem jo shranila, zato ker sem bila tako, ne bom tega metala proč, toliko sem ga pogrešala. To je bilo med korono. In pol, ko sem tisto našla vmes med jogijem, to bom imela tle v šatulji z nakitom. Se to je lahko ful, vem, da je to verjetno res romantično ali whatever, ampak take stvari te spomnijo. Aha, on je bil tle in obstaja. Tako da ta zgodba govori o sentimentalni vrednosti predmeta, ki bi bil za večino nas popolnoma vsakdanji ali pa celo smet. Vidimo, da vrednosti predmetom v tem smislu, subjektivnem, ne dajajo estetika, oblika ali pa celo cena, ampak je spomin na to, kdaj je bilo nekaj dano, kdaj je bilo nekaj narejeno ali pa celo najdeno. In ti predmeti dobijo vrednost v očeh lastnika, zaradi povezav, ki jih imajo s svojo preteklostjo, recimo romantični spomin na skupni čas s partnerjem. Lahko predstavljajo nekaj v sedanjosti, recimo ljubezen med nama, intimnost med nama in lahko pomenijo nekaj tudi za prihodnost. Naprimer zavezanost razmerju, zamišljanje skupnega življenja in v tem primeru je pistacijin lupak, oziroma lupina, našla mesto v šatulji z zelo dragocenim nakitom, ki je pripadal tudi njenim prednikom in prednicam. Druga zgodba se imenuje Potujoča zveza in bom prebrala. Ker je najina zveza na long distance oziroma na poti, Marko, to je izmišljeno ime za partnerja, to imenuje Potujoča zveza. Nimava zares nekega svojega skupnega gnezda. Zato so postelje, v katerih skupaj spiva na obiskih potovanjih, nadomestilo. Tako sva prva 3 leta zveze imela blokac, v katerega sva lepila fotke vseh postelj, v katerih sva spala. Potem je to malo zamrlo, predvsem zaradi moje nesistematičnosti. Ampak imam to še vedno v mislih in fotkam skoraj vsako posteljo, kadar potujeva. To bi se dalo umestiti v drugo strategijo, v tej skupne aktivnosti, v skupne rituale, ker se zdi, da pari na daljavo skušajo posnemati vsakodnevno življenje, v neki geografski bližini. Tako počnejo neke vsakdanje skupne aktivnosti, kot je kuhanje, telovadba, gledanje filmov, pospravljanje, ampak to počnejo preko recimo videoklica. Imajo pa tudi neke unikatne rituale ali aktivnosti, ki so jih razvili, kot vidimo v tej zgodbi. In še tretja zgodba, luč na koncu tunela. V smislu intimnosti mi vsekakor manjka, nanaša se na fizično bližino partnerja, ampak se mi zdi, da če veš, da to ne bo večno, se da živeti. Zato pa se tudi dobivava vsak mesec, ker se mi zdi, da če veš točno, kdaj bo naslednjič, da lahko računaš, da se boš spet videl in se lahko dotakneš en drugega. Če imaš točno določen datum in dni, ki si jih lahko odštevaš, jaz imam s sabo odštevalnik dnevov vedno, in je s tem
lažje nekako vzdrževati. Ja. Ta zgodba govori o tem, kako je lahko to stanje negotovosti, stanje tega, kar so mogoče oni celo izkušali med korono, da se preprosto niso smeli, ni bilo nobene možnosti, da bi se obiskali, da bi se srečali v živo. To se nam je zgodilo včasih že s sosedno občino. Ja, ona recimo konkretno potrebuje celo vizualno podobo tega odštevanja, tega, da skozi ve, kdaj lahko računa na svojega partnerja, kdaj ga bo videla in kdaj bo tega obdobja daljave, ki je bilo zanjo zelo obremenjujoče, tudi konec. In zdaj proti koncu, lahko še 5 minut daš. Bi vam sam še pokazala klasifikacijo 4 vrst odnosa, ki je nastala na podlagi vseh teh razmislekov, vseh teh v bistvu premlevanj rezultatov, spoznanj doktorske dizertacije. In opazila sem, da je bližina zelo zakoreninjena v jeziku kot zgolj fizična, da je to vedno pogoj za, ko govorimo o bližini, pa se lahko nanašamo načeloma tudi na psihično. Ne? Se pravi, opazimo lahko, da slovenska pogovorna izraza za ljubezenski odnos je hoditi z nekom ali biti z nekom, inherentno vsebuje ta fizično bližino. To vidite tudi na celem tem prvem razdelku izrazov, ki jih uporabljamo. Ampak kot vemo, se tudi fizična bližina čez čas lahko raztegne v neko čustveno distanco, ko se nekdo oddaljuje od nas, ko se sčasoma razidemo, gremo vsak svojo pot. In v tem srednjem delu prezentacije lahko vidimo, da se zdi, da ta fizična bližina skoraj predstavlja neko gibanje odnosa dveh posameznikov. Ne? Dobivati se, povezati se, hoditi skupaj, ustaliti se, preseliti se, raziti se, oddaljiti se, iti vsak svojo pot. In velja omeniti tudi, da fizična bližina obenem konstruira čustveno podporo. Pri srcu se mi stojim ti ob strani, ponudim ti ramo, podpiram te. In vsebuje premiso, da se dotik kot aspekt fizične bližine nanaša tudi na čustveno komponento doživljanja. Recimo, nekdo se me je zelo dotaknil. Ali pa celo vedenja ostajava v stiku. Ja. Tako da ob vsem tem velikokrat pozabljamo na tiste odnose, kjer partnerja fizično soobstajata, ampak občutka bližine v odnosu mogoče ni več po več desetletjih zakona, ali pa je celo nikoli ni bilo v primeru recimo dogovorjenih partnerstev. Tako da smo na polju odnosov na daljavo in ko govorimo o psihični prisotnosti, v bistvu deluje, da je morda bolj pomembna kot ta fizična bližina. Tudi raziskave kažejo na to, da je za partnerstvo ključno, da je ta partner odziven, prisoten, da je razpoložljiv čustveno, ne glede na to, kje se nahaja na tem planetu. In kadar govorimo, se pravi, v tem kvadrantu psihične prisotnosti, fizične oddaljenosti, lahko govorimo o odnosu na daljavo. Ko vidimo, da obstajata tako obe prisotnosti ali pa bližini, psihična prisotnost s fizično bližino, lahko govorimo o nekem polnem, zadovoljujočem odnosu ali pa obdobju odnosa. To, kar sem prej omenila, po več desetletjih zakona, v mogoče tudi dogovorjenih zakonih, morda te psihične prisotnosti nikoli ni bilo ali pa se je spremenila, pa je ni več. Še vedno pa imamo fizično bližino, še vedno sobivamo. In takrat lahko govorimo o odnosu, ki se je transformiral, ki se je mogoče izživel in je zdaj prazen, ni več tako zelo zadovoljujoč, tudi če v preteklosti bil. Kadar pa smo na polju tega, da imamo tako psihično odsotnost kot fizično oddaljenost, pa že težko govorimo o odnosu oziroma lažje govorimo o ideji. Na tem mestu naj vas samo spomnim na film Her, v prevodu Ona, izpred v bistvu že 11 let, ampak ravno o tem govori, kako v sodobnem času imamo ljudje toliko potreb,
kater partner bo zadovoljil vse te naše večplastne potrebe in že gremo v to smer v bistvu povezovanja z spletnimi platformami, z nekimi umetno inteligenčnimi pomočniki, pri katerih imamo lahko dejansko nekaj časa iluzijo, da izpolnjuje naše potrebe, ker obstaja samo za nas. Čez čas pa se bo pokazalo, kako dejansko, kakšne vplive ima to na človeka, ne? Tako da ja, ta scenarij govori o tem, da osamljeni pisatelj razvije odnos z operacijskim sistemom, ki je v prvi vrsti zasnovan tako, da zadovolji vse njegove potrebe, ampak se potem skozi film izkažejo mogoče tudi slepe pege, ki jih najprej ne zmoremo videti. In če odgovorimo na prvo vprašanje, torej kaj pomeni intimnost v odnosu partnerjem v odnosih na daljavo, ohranja svoj pomen dejansko. Še vedno gre za neponovljivo odnosno lastnost, ki jo soustvarjata oba, se pravi, pomemben jima je ta občutek bližine, vzdržujeta jo skozi redno interakcijo, ampak kar sem dodala je to, ta del, ne glede na njuno fizično bližino ali oddaljenost, ta psihična prisotnost je pomembna. In za konec samo omenim Ježevo dilemo po Schopenhauerju, ki govori ravno o tej idealni razdalji, ne, med ljudmi. On pravi, da se je na hladen zimski dan zbrala skupina ježev, da bi preživela, so v bistvu prišli skupaj, da bi se segreli, da bi jim bilo toplo, ampak ker so bili preveč skupaj, so se zbodli na bodice en drugega. Tako kot v nekih bližnjih medosebnih odnosih se lahko precej zbodemo in tudi ranimo. In potem so se spet razšli bolj narazen, pa jih je spet začelo zebsta. In ta ples so ponavljali, dokler niso našli neke idealne bližine oddaljenosti, da so se hkrati greli, jim je bilo toplo, ampak se pa niso več zbadali. Ne. Tako da ta idealna razdalja je mogoče zanimiva za pomisel tudi v smislu odnosov na daljavo, da najdemo, tako kot tudi oni sami pravijo, neke elemente osebnostne rasti in preseganje nekih teh zelo velikih zlivanj v odnosu, ampak dejansko grajenje nekako svoje identitete, svoje poti, ne da smo bergla en drugemu. In povzamem lahko, da partnerji na daljavo uporabljajo mnogo ustvarjalnih mehanizmov, ki kompenzirajo, nadomeščajo možnost fizične bližine. Tukaj je ključna uporaba domišljije, imaginacije za ustvarjanje abstraktne prisotnosti. Pomembno jim je, da imajo možnost se videti, če seveda oba želita, da imajo cilj skupne prihodnosti. Tako da ja, zaključimo lahko, da je intimnost ključen pojem za kakovostne medosebne odnose, ki so pomemben dejavnik zadovoljstva življenjem, in čeprav se lahko partnerji v nadaljavo v obdobju fizične oddaljenosti povezujejo, ustvarjajo ta občutek psihične prisotnosti, pa je vseeno človekova fizična bližina na daljši časovni rok preprosto nenadomestljiva. Tako da rada bi se vam zahvalila za pozornost, da ste zdržali 50-minutno predavanje in zdaj me zanimajo tudi vaše vprašanja, sploh pa kakšni komentarji, razmisleki ali pa celo mogoče izkušnje, če bi bil kdo pripravljen deliti. Tako da hvala vam.